Dovolite, da ta svoj današnji nagovor zaključim s svojim splošnim odzivom na vse žaljivke, manipulacije, provokacije in neresnice, ki so bile v 2 letih in pol izrečene ali zapisane na moj račun. Pravzaprav lahko rečem, da sem z današnjim dnem deležna celotnega paketa, ki ga je imela opozicija na voljo za mojo diskreditacijo. Od dopisov z bolj ali manj prikritimi grožnjami, do blatenja v njihovih strankarskih medijih in kvazi medijih, ki so merili tudi na moje osebne lastnosti, pisarij in žaljenj opozicijskih poslank in poslancev na socialnih omrežjih, tako nizkotnih, da jih niti ne bom omenjala, do poskusov blokiranja mojega dela in obstrukcij sej, potem do kazenske ovadbe, vedoč, da dajo krivo ovadbo, to žarjenja Evropskemu parlamentu in sedaj zahteve za mojo razrešitev. Resnično moram biti hud trn v peti nekaterim. Predvidevam, da predvsem tistim, ki so se v svoji dolgoletni politični praksi navadili na to, da lahko državo in pravo prikorijo svojim lastnim interesom, izsiljujejo, grozijo, verbalno napadajo, ker se jih drugi navadno prestrašijo in se uklonijo. Jaz se ne bom uklonila, ker vem, čemu sem zavezana. In zavezana sem vam, spoštovane državljanke in državljani, vaši dobrobiti in vašemu blagostanju. Nemalokrat slišim, da naj poskuse diskreditacij in provokacij ignoriram, saj z reakcijami samo pomagam k njihovi večji pozornosti, ki si je ne zaslužijo. A nekje vendarle mora biti meja. Tudi jaz sem samo človek, tako kot vi, ki danes gledate ali poslušate to sejo. Tistim, ki mislijo, da bodo na opisan način dosegli svoje politične cilje, danes sporočam: laž ne bo nikoli postala resnica. Lahko jo 1000-krat ponovite, pa bo ostala laž. Lahko jo tvitate, kričite na ulicah ali pred sodišči. Lahko jo zapišete v knjige ali objavljate v svojih medijih, a laž bo ostala laž. Ko so nas v otroštvu starši učili osnov etike in prevzemanja odgovornosti za lastna dejanja, pa so pogosto uporabili star ljudski rek: kdor laže, tudi krade. Spoštovane državljanke in državljani, rezultati 6 referendumov v teh zadnjih 2 letih in pol, pa tudi vseh preteklih referendumov in državnozborskih volitev, so dokazali, da vas zna večina zelo dobro ločiti med lažjo in resnico, med dejstvi in manipulacijami. Iskreno se vam zahvaljujem za vašo zrelost. Prepričana sem, da manipulacije dela politike z edinim ciljem pridobiti oblast tudi v prihodnje ne bodo dobile večinske pravice v naši državi. Spoštovane kolegice in kolegi, zahvaljujem se vam za sodelovanje v teh 2 letih in pol. Ne glede na vse, kar bo danes tukaj izrečeno, sem se trudila, da je kljub nenehnim, nekonstruktivnim dejanjem opozicije Državni zbor deloval učinkovito in predvsem v interesu ljudi in strateških interesov države. Vabim vas, da po opravljeni razpravi glasujete, kot vam veleva ustava. Torej po svoji vesti. Do konca mandata nas čaka še obilica dela, saj je potrebno sprejeti še nekatere ključne zakone, da zagotovimo ljudem kakovostnejše življenje. Kot poslanka ga bom zavzeto opravljala še naprej, ne glede na izid glasovanja. Jutri je namreč nov dan in jutri bodo dovoljene sanje o Sloveniji. O Sloveniji, kjer bomo ljudje svobodni in varni, kjer bomo lahko vsi taki, kakršni želimo biti in nas nihče zaradi tega ne bo obsojal. V Sloveniji, kjer bomo izgnali sovraštvo, razdore in hujskaštvo. V Sloveniji, kjer bo država služila ljudem in ne obratno. In v Sloveniji, v kateri se bomo v nov dan zbujali s pogledom naprej, ne pa s političnimi pamfleti tistih, ki še danes živijo v preteklosti, iščejo trenutek svoje že davno minule namišljene slave in ostajajo le bedna senca v toku naše zgodovine.